V težkih časih, ko je kriza huda in se zdi, da ni več pomoči, se ljudje radi zatečejo k obrednim plesom, molitvam in zaklinjanju. Pri različnih ljudstvih so ti obredi različno učinkoviti. Indijanci plemena Navaho denimo molijo za ozdravljenje in kar v polovici primerov bolnik res ozdravi. Indijanci plemena Hopi ob suši plešejo za dež in v 2/3 primerov dežuje še v istem mesecu. Apači vsak dan uprizorijo obredni ples vzhajajočega sonca in če verjamete ali ne, pri njih sonce vzide prav vsak dan, brez izjeme. Primerom dobre prakse so se odločili slediti tudi pri nas. Velik del minulih praznikov je slovenska politična elita preživela poplesujoč ob kresovih. Ob njih so se z navadno rajo družili celo bogati ugledneži, kot je denimo premier v senci, ljubljanski župan Zoran Janković. Druženja je bil očitno vesel tudi sindikalist Dušan Semolič, ki je bodril vladajoče politike, naj se ne vznemirjajo zaradi spletkarjenja mednarodnih finančnih trgov, ki želijo Sloveniji le škodovati. Najbolj pa je praznike seveda zaznamovalo dogajanje na koncertu v Stožicah, kjer so najvidnejši slovenski politiki molili za vrnitev zlatih časov naše slavne zgodovine. Za vzdušje je skrbel tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, slavne kombinatke in mnogi znani estradniki. Bratje, le k soncu svobodi. Ja, čudovita slovenska domoljubna pesem. Le kdo bi se ji mogel upreti? Celo pripadnikom enot SS je šla rada v uho, kot priča tale posnetek. Aus den Fabriken und Stuben folgt unseres Banners Zug. Auf den Fabriken und Stuben folgt unseres Banners Zug. Nemci so na lepe revolucionarne že zdavnaj pozabili. Mi pač ne. Prvi bivši predsednik Milan Kučan se je ob njih tako razživel, da je glasno prepeval Internacionalo, njegov naslednik Danilo Türk pa je veselo z nogo udarjal ritem. Še bolj živo! Še bolj močno! Še bolj noro! Še bolj na poskok! Dej! Zakaj v resnici prosijo, pa je najbolj jasno in odločno pokazala premierka Alenka Bratušek, ki je navdušeno prepevala refren Eviva komunizmo! Slovenci smo v kategoriji opranih možganov očitno svetovni prvaki. To pa najbrž ne bo držalo. Pred nami so vsaj še Severni Korejci. Morda res, vsekakor pa severnokorejski rekord že nekaj časa močno ogrožamo. Rojevanja nove Internacionale pa se žal ni mogel udeležiti finančni minister Uroš Čufer. Ta se je v prazničnih dneh žrtvoval za blagor domovine, ko je skušal prodati zadnjo izdajo slovenskih obveznic o sovraženi imperialistični zaligi. Kar dobro mu je šlo od rok, ko je kot strela z jasnega udaril po njem dramatičen padec bonitetne ocene slovenskega državnega dolga strani agencije Moody's.
Dogodek je odjeknil doma in na svetovnih borzah, toda neustrašni akviziter za prodajo obveznic se ni dal preplašiti. Razprodal je vse, kar se je namenil. Resda po dokaj oderuški obrestni meri. Sej, kaj pa bi drugega lahko pričakovali od izkoriščevalskih Američanov? Ampak mi se jim bomo že kako maščevali. Morda tako, kot predlaga izjemni Jože Pirjevec, odlični novi obraz slovenske politične scene, ki je ameriškemu veleposlaniku v Sloveniji že poslal protestno noto. Musomeli, go home! Američani na srečo niso tako bistri kot mi, zato našemu hrabremu finančnemu ministru ni nihče zabrusil, dam se spel. Uroš Čufer se je v domovino vrnil kot veliki zmagovalec. Tudi premierka magistrica Alenka Bratušek ni skrivala ponosa. Na finančnem ministrstvu so prepričani, da so tuji investitorji z nakupom obveznic pač izkazali zaupanje v program reform slovenske vlade. Malce nerodno je le to, da vlada magistrice Alenke Bratušek programa reform doslej uradno še ni predstavila. Torej je možno samo dvoje. Morda tuji investitorji Čuferju na lepe oči verjamejo, da bo vlada Alenke Bratušek sledila ciljem, ki jih je začrtala že vlada Janeza Janše. Po drugem, veliko bolj obetavnem scenariju pa so z nakupom obveznic podprli premierkino vizijo Viva komunizmo! in nastanek nove internacionale.